Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, programa Ars, pred nami je prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo župnik Ervin Mozetič, s petjem pa bo sodeloval ansambel svetega Marka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Najprej en lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radia Slovenija in Radia Ognjišče, ki so se danes pridružili našemu občestvu pri tej sveti daritvi. V današnjem evangeliju bomo slišali: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Pa se vprašajmo, si še priznamo, da smo grešniki? Še priznamo, da zgrešimo pravo pot? In ker je danes tudi začetek molitve za edinost kristjanov, kaj počnemo glede edinosti? Najprej v čisto naših odnosih, doma, v družini, na delovnem mestu, v soseski, med prijatelji. Kakšni so naši grehi proti needinosti? Obžalujmo jih, da bo Bog te naše daritve vesel. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog,
odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji, dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod mi je rekel: ti si moj služabnik, Izrael, v tebi se bom poveličal. Zdaj pa govori Gospod, ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika, da bi Jakoba pripeljal spet k njemu in Izraela zbral pri njem. Tako sem bil počaščen v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je: premalo je, da kot moj služabnik vzpostaviš le Jakobove rodove in privedeš nazaj Izraelove rešence. Zato sem te postavil za luč narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje. To je Božja beseda. Yeah.
Začetek prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Pavel, po Božji volji poklican, apostol Kristusa Jezusa in brat Sosten, Božji cerkvi, ki je v Korintu, posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim in svetim, z vsemi, ki kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, kjer si bodi na svojem ali našem kraju. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu. In Janez je izpričal: Videl sem duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal. Tisti, ki me je poslal krščevati z vodo, mi je rekel: Na kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim? Tisti krščuje s Svetim duhom. In videl sem in pričujem, da je ta Božji sin. To je Kristusov evangelij. Glejte Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. Izredno močan stavek, ki ga duhovniki ponavljamo pri vsaki sveti maši. Težo tega stavka vidim v dveh pogledih. Prvo je zame vprašanje, kaj razumemo pod znamenjem Božjega jagnjeta. In drugo, kako razumemo odrešenje od greha. Izraz Božje jagnje ima svoj izvor že v Stari zavezi. Gre za velikonočno jagnje, ki je bilo zaklano za prvo paschalno večerjo. Pascha pomeni prehod iz sužnosti v svobodo. S krvjo so Izraelci pomazali podboje vrat in s tem označili, kje naj gre Božja morilna šiba mimo. Po tisti grozni noči za Egipčane je faraon Izraelcem končno dovolil oditi v puščavo
da bi tam darovali Bogu svoje daritve. To je bil njihov izhod iz Egipta v obljubljeno deželo. Bili so rešeni sužnosti od zunaj, a niso bili rešeni sužnosti od znotraj. Kaj so počeli? Upirali so se Bogu, Mojzesu, ki jih je vodil v njegovem imenu. Hoteli so imeti lagodno življenje. Jezilo jih je potovanje po puščavi. Bolj privlačna jim je bila sužnost in so sanjali o polnih loncih čebulje v Egiptu. Niso zaupali ne Mojzesu, ne Bogu in so si vlili zlato tele ter ga častili. Božje jagnje je bilo znamenje, da je Bog z njimi. Po njem so bili dejansko rešeni sužnosti, a kljub temu so morali vstopiti v proces osvobajanja od notranjih sužnosti, da ne bi hlapčevali malikom in napačnim narodom. Da bi se zavedali tega procesa, ki se mora v njih dogajati neprestano, in mi je Bog naročil vsako leto obhajati veliko noč. Spominjanje naj bi jim pomagalo k neprestanemu osvobajanju. A žal ni bilo tako. Bili so ponosni, da so Izraelci in ostajali so sužnji v marsičem. In kaj je mislil Janez Krstnik, ko je rekel, glejte, jagnje Božje. V Jezusu je prepoznal odrešenika in s tem ugotovil, da se je Božje kraljestvo približalo. Vendar podoba odrešenika ni bila dosti drugačna od podobe Božjega jagnjeta, ki jo je ohranjala izraelska tradicija. Vemo, da je Janez dva svoja učenca iz Ječe poslal vprašati Jezusa, ali si ti tisti ali naj drugega čakamo. Kaj je imel v mislih? Najbrž lahko sklepamo po dveh učencih na poti v Emaus, ki sta vsa razočarana rekla spremljevalcu, mi pa smo mislili, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Očitno je bila tudi za Janeza Krstnika skušnjava, da bi v jagnjetu videl odkupitev brez nadaljnega procesa osvobajanja. V njem je bila skušnjava, da bi rekel, Bog je sedaj tu, težave so mimo, lahko grem počivat. A življenje ni takšno. Janez je to dojel. Zdaj se pa vprašamo, kaj pa mi? Mar nimamo podobnih skušnjav, da razumemo zakrament sprave zgolj kot čistilni servis in ne kot zakrament neprestanega spreobračanja in rasti? Ali nam je bolj privlačna sužnost grehu kot svoboda, ki zahteva pogosto tudi hojo po puščavi? Kakor Izraelci ne zaupamo ne bližnjemu, ne Bogu na poti v svobodo. Raje ostajamo sužnji starih razvad ali pa se imamo za pomembne, ker poznamo Božje jagnje, ki nas je izbralo in odrešilo. Jezus pa vseeno hodi med nami. On je z nami na poti in želi, da hodimo in se ne ustavimo, da težimo za popolno svobodo, ki je le v njem. Ta Božja moč, ki jo Janez začuti, ga navdaja z novim veseljem in elanom. Kaj je
večjega kot to, da prihaja nekdo, ki nas bo rešil greha. Navdušenje pa je danes mnogo manj ali pa nič. Mi raje trdimo, da greha ni. Tako tudi odrešenika ne potrebujemo. In greh za nas sploh ni več problem. Težavo nam povzročajo naše materialne skrbi in teh je vedno več. Pa čeprav je življenjski standard višji kot kdajkoli poprej. No, materialnih skrbi nas Jezus ne bo rešil. Dejstvo pa je, da je greh greh in da je greh del našega življenja. In zato potrebujemo Boga. Brez njega, brez tistega, ki nam postavlja vrednote, ki nas presegajo, je pravzaprav nemogoče preseči človeško zagledanost vase in samozadostnost. Ko se torej zavemo greha, začutimo potrebo po Bogu. Potem nam ne bo težko navdušeno ugotoviti z Janezom Krstnikom: poglejte Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se v telesu po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križa za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, puščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, v Gospodu je naša moč. Iskreno se obrnimo k nebeškemu Očetu in mu izročimo svoje prošnje. Naj naša župnijska skupnost napreduje v medsebojni povezanosti in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Naj si odgovorni v družbi zavzeto prizadevajo za odpravo revščine. Prosimo te, usliši nas. Naj starši z modrostjo in potrpežljivostjo vzgajajo svoje otroke. Prosimo te, usliši nas. Naj vsi, ki trpijo za občutkom manj vrednosti, spoznajo, kako so dragoceni. Prosimo te, usliši nas. Naj žrtve vojn in nasilja vso večnost počivajo v tvojem naročju. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Oče, podari nam ponižnosti, da te bomo prepoznavali v svojih bratih in sestrah. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Moga
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Sveti Bog, kadarkoli obhajamo spomin od rešilne daritve na križu, se uresničuje naše odrešenje. Pomagaj nam, da bomo spoštljivo obhajali svete skrivnosti po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljenja do človeške bede se je hotel roditi iz Device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim stajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi,
To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost verujem, Tvojo smrtno znanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš sami. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, pokojnih Budr in Gajšek, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Markom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Ooh.
Poglejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Jezus, vjerujem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Dobri Oče, nasitil si nas z istim nebeškim kruhom, napolni nas duhom svoje ljubezni, da bomo med seboj vedno bolj edini, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, s petjem pa je sodeloval ansambel svetega Marka. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče, tonski mojster Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, program Ars, lepo nedeljo vam želimo.